RAV4 je zakon, pa to ne govorim samo zato, ker nas je Toyota povabila daleč na sever na Švedsko, kjer bomo lahko vozili prenovljeno. Mimogrede, ura je malo čez 9 dopoldne, zdajle se je končno naredil dan in mi smo se ravno na našo destinacijo do avtomobilov pripeljali z eno drugo vrsto prevoza, ki je na Švedskem tudi lahko zelo priljubljena, sploh v takih razmerah pa na takih podlagah. Spasijo vlečno službo. Zdaj tisto hecno kapo sem dal dol, dal drugo malo manj hecno kapo, zdaj pa se zresenimo, pokažem avto. No pa dajmo še enkrat. RAV4 je zakon, ker je prostoren, fajn se pelje, predvsem je pa zelo zmogljiv. Takole sem se sam potepal spredaj gnanim po Albaniji, se vmes dvakrat zgubil in celo prečkal reko, no takole smo se pa potepali skupaj z Matejem in Iztokom s 4-kolesno gnanim po Gvatemali. Ne me vprašati, po kakšnih groznih cestah smo se peljali. No, če me že sprašujete, po res groznih, res slabih podlagah, pa je šlo brez težav. Počas, ampak je šlo. No, in zdaj tukaj prenovljen. Sem mogel prav pobrisati tale del, ker smo toliko zaženi, da nisem niti videl, a je prenovljen ta ali ne. Zunaj sprememb pravzaprav ni, če boste izbrali katerega koli od klasičnih paketov opreme. Je pa pri tem, ki je nov, tole je GR Sport, tale je v bistvu najbolj atraktiven RAV4 za pogledati. Meni je avto sicer od samega začetka že všeč, ker ima take ostre linije, mogoče vsem vam ni, no ampak tale izgleda pa še nekoliko bolj športno in bolj dinamično. Sprednja maska je malo drugačna, zadaj je drugačen tale Toyotin logotip, je črne barve, tudi noter so sedeži nekoliko drugačni, ampak tista glavna sprememba, ta velika sprememba je pa pri prenovljenem RAV4 tako ali tako noter. Kar hladno, tukaj gre lahko kapa dol. No in ko govorimo o veliki spremembi, imam v mislih ta velik sredinski zaslon in nove digitalne merilnike. Pravzaprav je nov celoten multimedijski sistem in če takšnega ponujajo že nekateri drugi Toyotini modeli, recimo Toyota Corolla Cross, se pa res spodob, da ga dobi tudi RAV4. 10,5 cm je diagonala tega zaslona, dobrih 12 diagonala teh merilnikov, tale vmesnik pa je veliko boljši kot prej, bolj pregleden, logičen in tudi hitrej dela. To je to. Zdaj se grem pa voziti še s snežnimi stanmi, če sem že toliko visok na severu, a ne? Kaj pa nazaj gor. Ne, hec, kakšne sani neki. To imam šele čez pol ure. Najprej pa lahko res kakšno rečemo o vožnji s samim avtom, a ne? No, pelje se v bistvu enako kot prej, kar je super, ker je zapeljati izjemno prijeten. Izboljšali so baje sistem Toyota Safety Sense, ki skrbi za varnost, ampak v bistvu ne bom izzival, pa ne bom iskal losov, da bi to preveril, verjamem pač. Meni se poleg tega velikega zaslona najbolj fajn zdi, da so tudi merilniki ogromni in digitalni, kar pomeni, da jih lahko prilagodim po svojih željah in na njih nastavim tiste podatke, ki se mi zdijo najbolj pomembni. V tem trenutku je eden pomembnejših recimo zunanja temperatura, čeprav je samo -2, ni ravno za letati v kratki majici naokrog, se pa da zdržati. A ja, Apple CarPlay zdaj deluje brezžično, Android Auto sicer samo na kabel, kar je malo škoda, no pa nadaljavo lahko preverite, če ste zaklenili avto, zaprli vsa stekla, nadaljavo lahko tudi vključite vse smernike, če boste parkirali v garažni hiši in pozabili, ki je že, in tako naprej. Tudi na snegu in na poledenelih podlagah se ta avto odlično obnese, ker je 4-kolesni pogon ob pomoči elektrike v bistvu zelo zmogljiv in zelo fajn dela. Ampak zdaj moram vsem prevzeti drugo prevozno sredstvo, takšno, ki je tudi na Švedskem zelo priljubljeno. Snežne sani, jasno, če imajo pa snega toliko, da bi ga lahko izvažali. Še en giro z njimi naredim, potem pa grem nazaj domov. Vi pa prenovljeni RAV4 tudi lahko že naročite, evo, pa bomo vsi zadovoljni. Čeprav, če po pravici povem, bi se najraje kar v tem avto vozil, ker je ultra prijetno, podvozje je fajn, sedim super, tale GR Sport mi je kar pisan na kožo, se mi zdi. Pa še fajn toplo je. Vožnja po snegu, takole na Švedskem, pa tudi vedno pričara eno tako prav posebno vzdušje. Morate probati vsi tisti, ki se bojite snega pa vožnje in ste jezni, kadar pri nas zapade kakšen centimeter, pa ni takoj podlaga splužena. Tukaj se človek vsega hitro navadi in dejansko začne uživati. Ne, saj se heca. Vse pod kontrolo.